Nova epizoda s podcasta bo tokrat spet nekoliko pevsko obarvana. No, ne čisto, ne bomo peli, bomo se pa veliko pogovarjali tudi v tokratni epizodi. Z mano v studiu priljubljena pevka, ki letos obeležuje 25 let svojega delovanja. Gre za zelo lepo številko, zato najprej iskrene čestitke. Alja! Živjo, hvala lepa. Alja, 25 let, sliši se kar veliko, ampak verjetno pa je minilo 1, 2, 3. To gre hitro, da tudi sama ne morem verjeti. Pravijo, ne, da če neki fajn, hitro teče. Ne? Bi rekla, da to obdobje delovanja je res dosti hitro teklo in bilo je pestro, res je bilo divje in brez nekega prestanka. Ne? Jaz sem tudi izvajalka, ki sem naredila v 25 letih samo enkrat za 1 leto premor, kar je zelo malo, ne, bi bilo v bistvu, zdaj ko gledam za nazaj, pametno, včasih tudi še malo si kaj odpočiti, ker zna biti kar precej intenzivno, ne. Tudi ni, mogoče poslušalci, gledalci ne vedo, da imam še drugače 2 glasbeni šoli in poleg koncertov in ustvarjanja v studiu je še to tista stvar, ki jo zraven počnem in je v bistvu pestra je, no? Si predstavljam, da so urniki zelo, zelo polni, ampak vseeno, a pride kdaj trenutek, ko imaš tak tempo, ko si rečeš, vse, kar si želim, je en dan biti na kavču in gledati Netflix. Ja. Je, ampak veš, kaj je največja fora, da se nočem biti nehvaležna. En dan, bi rekel človek, je velik, ampak hkrati pa ni. Ne? Če si ti res iztrošen, rabiš več kot en dan. Rabiš en dober dopust, kjer ležiš in spiš in mogoče kaj prebereš. Jaz mislim, da komunikacija na splošno ljudi najbolj utrudi, ker se sama veš, ves čas komunicirati intenzivno z ljudmi, se veliko pogovarjati, pisati maile, tudi to je komunikacija. Ne? Je lahko čez čas že kar malo izčrpajoče, če si ne vzameš od tega malo oddiha. Ne? In zdaj recimo se mi zdi, da ker se je lansko leto nekako kar potegnilo, še v to leto se mi zdi, da sploh ni bilo toliko časa za dihati, vsaj do zdaj. Bi si želela mogoče biti 2 dni čist off. Je res, da sem bila majčken, sicer na odklopu, ampak je spet bil, bi rekla, intenzivno v stilu nekako, ne vem, skozi se je hodilo, skozi se je menjalo lokacije in sem ugotovila, da ne vem, bi rabila res odklop, pa da sem na eni lokaciji pa malo več spim. Pa da počivaš dejansko. Ja. Zdaj omenila si, da se je to zavleklo še v letošnje leto, absolutno februar in Valentinovo zate prelomen, zato ker je išla nova pesem, ki lahko rečem, da ruši rekorde v tako kratkem času. Jaz sem toliko presenečena res in vesela, da so ljudje vzeli za svojo, da v bistvu se najdejo v tej zgodbi ali pa je to zgodba, ki jih spodbudi k temu razmišljanju. Pesem je res osebno izpovedna, ljubezenska, taka sentimentalna. Nastajala je nekaj časa, ampak očitno je bil zdaj pravi čas, da gre ven. Imenuje se Tvoja in je ta trenutek, kolikor smo gledali, prva slovenska, oziroma najbolj predvajana slovenska skladba na YouTubeu. Bravo, čestitke. Ja. Zdaj omenila si, Hvala. Da je osebno izpovedna, se veš, tukaj se zdaj moram majčkeno ustaviti, ne? To pomeni, da si recimo razmišljala o tem že prej, v smislu, moja zgodba je takšna, enkrat v življenju želim narediti pesem, ki bo tudi to opisovala. Ker dejstvo je, da ta del tebe je bil vedno nekako majčkeno zaprt, zaklenjen za javnost, oziroma ko sem se pripravljala na najin pogovor, sem razmišljala eno stvar. Kako boš zapakirala, kaj si navajena? Veš kaj sem razmišljala? Da v bistvu mi je zelo zanimivo, da 20 let praznujeta s partnerjem. Ne? Ja. In 20 let je spet ena doba, praktično skozi skoraj celo tvojo kariero je s tabo. Vedno
smo tudi mediji vedeli, da obstaja, pa vendar nihče od nas ni, ali pa se jaz motim, pa imam sam tako občutek, ampak nihče ni vrtal prav zelo ful sem hvaležna za to. Res, jaz ne znam povedati, koliko sem jaz hvaležna vsem v medijem, da ste dejansko bili toliko spoštljivi in hranili to zase, no? Da ste vedeli, da je to nekaj, kar nisem čutila, da delim z drugimi, zato ker jaz sem imela pred res več kot 20 leti eno slabo izkušnjo in takrat sem rekla pač ne želim res nikoli več, ne se veš, zarečenega kruha, ne se veliko poje. Ampak sem si takrat rekla, ne, to je moje in konec. In res pa je, da zdaj, glede na to, da je res obletnica okrogla in sem res ponosna na njo, ker to je en tak dokaz, da res lahko obstajajo dolgoletne lepe zveze. Jaz definitivno verjamem v to, ne zdaj, da sem prepocukrana, vsi vemo, so vzponi in padci, ampak še vedno je lahko lepo, ne moreš tako poenotiti, da ko recimo ljudje rečejo, včasih ne. Prvih, ne vem, 2 leti, 3 leta je zaljubljenost, pa je pač tako je. Ne, ni res. Ni treba, da je, oziroma lahko se zgodi obratno. No. Ampak zdaj, ko je pa taka obletnica, sem pa rekla, bi pa želela povedati, da imamo obletnico in da sem srečna, da sem vesela. Ker vsi vemo, ne, da dejansko zaledje je zelo pomembno, ne, družina, partner. Je nekaj, kar ti da neko izhodišče tudi za uspešno delo, čeprav seveda vemo, da umetniki so večinoma kao dobro ustvarjali, ko so bili ranjeni. Jaz sem pač bila ranjena z drugih smeri, mogoče na druge načine in sem potem očitno tudi črpala neko obdobje tukaj materijala, ne, ampak sem pa vesela, no, da je pa doma bilo tukaj urejeno. No. Ampak seveda, tako kot si rekla, tudi v teh 20 letih so vzponi in padci. Kaj bi rekla, da je ključno vama pomagalo, da sta lahko prebrodila vmes tudi kakšno krizo, ker zagotovo je kdaj tudi kakšna krizica, mogoče ne večja, no, ampak bila? Jaz mislim, da je vedno pri partnerstvu takšnem in drugačnem zelo pomembna komunikacija. Včasih se mi zdi, da je ego res lahko v veliko napoto. Saj ego nas pravzaprav ščiti pred določenimi stvarmi, da ne zgubimo nekega karakterja sebe, konc koncev, ampak hkrati pa ego za vsako ceno, zato da pač tvoje obvelja, se mi zdi totalno brez veze. Ne? Jaz sem vedno človek kompromisov, tudi če verjamem, da imam drugačen pogled na določeno stvar, ne bom trdila do kraja, da pač moja prav. Ti tako misliš, jaz pa tako, ne vem, zakaj bi tukaj delala neke scene oziroma zakaj bi se prepirala okrog tega. Definitivno pa jaz mislim, da je velik faktor pri vezi spoštovanje. Če ti res človeka spoštuješ in ga imaš rad iskreno iz srca in mu želiš vse najboljše, boš želel, da je odnos lep in boš želel komunikacijo, boš želel dialog, kompromis. Tako da ja, srce vedno zmaga, ne? Veš, ne znam si te predstavljati recimo v domačem okolju, ko pride do kakšnega konflikta. A je Alja takrat glasna, a povzdigneš glas, ali si tista, ki se umakne pa raj mal mulo kuhaš? Veš, pri meni je jasno, ne, v družini doma, da jaz sem ful ognjena. Jaz dam ven, jaz povem, ne, nisem človek, ki bi v sebi držala, čeprav znam biti zelo diplomat, res nisem človek, ki bi hotela užaliti. Ker pač verjamem, da to, kar daješ drugim, to, mislim, naj bi dajal drugim to, kar zase želiš. Želiš, ja. Drugače sem pa jaz zelo ognjena. Zelo znam strest ven povedati, ampak pa sem v redu. No, zdaj pa gremo dalje. Pač vržem čez ramo, pač ta ogenj mora zbruhati ven. Ampak ravno to dopolnjevanje oziroma te kompromisi pa potem privedejo do tega, da partner to verjetno sprejme. Alja se mora zdaj malo zlajati, pa bo pa v redu. Ne? Ja, ampak se glih to je fajn, ne? Da v bistvu, da je ta protivteša, ne? Da je nekdo na drugi strani bolj umirjen ali pa se začne smejati.
tvojemu izbruhu, ne? Izpadu, ne. Jaz včasih sem še mogoče bila malo resna okrog tega, pa sem rabila, ne vem, glih minuto, pa ok, gremo dalje. Zdaj se mi pa zdi, da se tudi včasih sama sebi smejem, no, pa si mislim, pa pismo, no, a res, ali kva, res si mogla toliko ven vršiti. Kera pa je recimo od stvari, ki bi jo lahko izpostavila, da te pa še vedno, tudi po 20 letih lahko vrže iz tera? Ali pa da recimo, da ti gre na živce? Po mojem... Niso to kakšne nogavice na kavču? Ne. Ja, ok, bolj sem na kuhno, se mi zdi, no. Aha. Recimo, če jaz... Spet tako, ne, jaz sem iz oficirske familije, to rada poudarim, zato ker pač to je nekaj, kar je ostalo meni in to je bila red in disciplina. Tudi če sem bila toliko furjasta kot otrok, pa ne vem, kar mama rada pove, da si bila, ne? Ja, ampak sem bila pa hkrati, ja, veš, to je podzavest, ne? Sej, če bereš o podzavesti, kako deluje oziroma Seveda. Kako se vtisnejo stvari v spomin, tudi če jih ne želiš, ti je vse jasno. Skratka, ja, in sem bila naučena, ne vem, ko se pokosila, se pospravi in se vse pobriše, da je vse kot novo, ne. V bistvu je lahko to prekletstvo. Hočem to povedati, da si sužen samega sebe, sužen hiše, sužen opravil, ne. Po drugi strani pa spet so pa plusi, ne, ker dejansko če sproti pospravljaš, če sproti pučeš, potem ni naenkrat toliko za narediti, ne. Tako da zdaj ne vem, kolebam, kaj tukaj prav se še učim. Je pa zdaj lažje, ne, pač imamo zdaj tudi razne pripomočke, ki nam pomagajo pri hišnih opravilih, tako da hvala Bogu. Imaš kakšno pomoč poleg pripomočkov? Imaš kakšno gospo, ki ti pride počistiti? Ne, zaenkrat ne, sem pa razmišljala, ker res, jaz sem cele dneve v glasbeni šoli, pa seveda na terenu, pa koncerti, vikendi in res nisi nič doma, ne. Tudi moja dva kužka veliko z mano hodita. In zdaj je hiša, ne? Ja, in zdaj ni več to malo kvadrature za počistiti. Tako da sem razmišljala, no, ampak jaz predvsem grem tukaj na zaupanje, jaz moram človeka poznati oziroma vedeti. Tako da tukaj ne vem, no. Kaj narediti. Ja, bomo videli. Do takrat pa na svet partnerju pospravi skodelico, potem, ko piješ kavo, ne? Ja, mislim, res, ampak to je res ena taka šola. Jaz v bistvu skozi življenje ves čas sama sebe preverjam. Vse tisto, kar vem, da je pri meni tista, ne vem, rana, ne, ko vem, da me bo res, točno to me bo zmotilo, se učim, da probam opustiti, ampak veš, koliko je težko, ne? No, vem. Grozno. In pa še pol ta mala pomerančka, ne, ki mi igrač nosi tako dva otroka, ne. In to je treba skozi pospravljati, pa pucati, ko gre ta ven, zelo pa je zunaj vreme, ne, veš, da ne. Skratka, delo je, no. Zdi se mi zanimivo, kako dejansko takrat, ko morda imamo malo več časa ali pa v dnevu morda kakšno uro časa, da takrat nas to lahko zelo moti in smo blazno lahko nervozni. Jaz vem, da recimo, ko vem, da je tam še perilo, pa jo, kakšna je kuhna, pa tako naprej. Ampak, ko pa pridejo tisti dnevi, ko je pa res urnik nafilan in res ni minute za dihati, kot radi rečemo, takrat pa kar malo zamižimo na enuček. Pa jaz pa ne, jaz sem pa grozna. Mislim, grozna. Jaz pa hočem vse pospraviti, preden grem. Pa v bistvu, če mi ne rata, pa sem pa jaz v bistvu sem se mogla tudi naučiti, da nisem od sebe pričakovala nemogočega. Pa recimo, preveč, ne? Preveč. To je tudi po mojem malo iz otroštva, ne? Da v bistvu vse more biti do kraja narejeno, mislim... Ja, pa moramo biti dobri partnerji, dobri vse more biti perfekt, ampak to, kje pa je perfekt? Veš, lahko je, pač, mislim, imaš to v glavi, veš to, ampak ko prije pa do situacije, ne, pa znaš... Je pa isto, ne? Ampak zanimivo, recimo, ko pomisliš sama za nazaj, ne? Ja, vem, da prihajaš iz družine, kjer je bil red in disciplina, pa vendarle, da si ne bo to zdaj kdo narobe mislil, niste bili zdaj vi tako zelo vojaško pač usmerjeni, ampak očitno pa ostane ta delček, ker... Če ti nekdo skozi ponavlja eno te isto, tako, veš. Ampak a si imela občutek kot majhna deklica, da sta starša od tebe zahtevala, da moraš biti dobra v šoli, dobra v glasbeni, dobra to? Pa ne, moja mami, hvala Bogu, je pač tudi sebe verjetno izvirala, ker smo si zelo podobne. In od mene ni pričakovala zdaj res perfektnosti. Bolj se mi zdi, da sem...
to zaznala pri babici, ded je tudi bil do mene zelo obziren, babi moja je pa bila, ne vem, zakaj to ne narediš do konca, pojej do konca, zakaj se nekaj lotiš pa ne dokončaš, zakaj si šla, ne vem, ta pa ta krožek, pa nisi vztrajala do konca, zdaj greš pa že v drugega. Ampak to je normalno pri otrocih, ne? Oni so bili tako vzgojeni, to je bilo čist drugi časi so bili. In ona je pač verjela, da je to prav, ampak jaz sem mogla poizkušati stvari, da sem videla, kaj me zanima. In potem je posledično, seveda zaradi tega, ne, sem veliko časa z babi pa z dedijem preživela in očitno mi je bila babi nek vzor v nekih pogledih. Posledično zaradi nje in pa hkrati zaradi okolice sem ratala ful upornica. Jaz pa nisem nikoli bila v življenju, sedi prostor, leži, zdaj boš pa ti delala tako bom mi rekla. Jaz rekla, ja, v redu, bom pridna. Ne, pač ne. Meni noben ne bo govoril, kaj bom jaz delala. To sem vedno imela močno vgrajeno in potem se je tudi kasneje to odražalo skozi glasbo, če se spomniš. Ne? Seveda tvojih začetkov. Moji začetki, pač brez ovir, brez dlake na jeziku, no, tukaj ne bom rekla v slabem pomenu, ampak sem se izrazila, sem povedala, kar sem želela. In mami me je tukaj zelo spodbujala, jaz sem ji zelo hvaležna, no, ker ker kljub temu, da je verjetno bilo tudi njo mečkano strah, v katero smer to vse skupaj lahko gre, ne? Ampak ti je se pogovarjala, da mi je zelo zaupala, da je zelo vedela, se ponavadi starši kar čutijo otroka. Jaz vseeno sem bila taka čista dušca, nisem za jim delala nekih problemov. Ne. Ampak sem se pa hotela izraziti in hotela sem pokazati, da sem v nekih stvarih sveža in da sem drugačna, ker sem se ves čas, celo osnovno šolo sem se s to drugačnostjo borila. Ne. In tudi bila na nek način, lahko rečeva, žrtev raznih nasilja fizičnega in psihičnega, ja. Ampak to me je ojačalo. Zdaj, ko gledam nazaj, v bistvu razumem, da tudi se to lahko zgodi, ne. Zakaj o teh stvarih govorim sploh? Rekla sem že vmes, da bom čist nehala, ker ne verjamem, da stvari, o čemer govoriš, tisto raste, ne. Ampak tu pa tam še mogoče res povem kaj na to temo zelo na kratko, sem zato, ker vem, da je ogromno mladine, ki imajo te težave in tudi sama v glasbeni šoli se veliko pogovarjamo o tem, ker imajo res probleme in sem vesela, da jim lahko dam kakšen pameten nasvet. In jaz bi sem rekla, da ne vem, meni so strašno pomagale že res v zelo zgodnjih letih knjige, da sem veliko brala, da sem se izobraževala v življenju, da sem že takrat začela razumeti, da moraš biti boljši. Kakšno orožje imaš proti dobremu, proti ljubezni? Ni ga, ne. Če ti nekdo, karikiram, vrže nekaj v obraz, ti pa se nasmeješ, pa greš dalje, kakšno je tukaj sploh lahko orožje? Ne bo bumerang šel nazaj, ne. In to sem se, hvala Bogu, dosti mlada naučila, no. Ni mi bilo lahko, ampak sem pa vesela, no, spet mami, da me je usmerila v to smer in da sem začela raziskovati, zakaj se mi to dogaja, kako reagirati, ker to je bilo v taki meri, da ni bilo zdržljivo včasih. Menjala si tudi razred vmes in tako, ne? Ja. Pa recimo bi lahko rekla, da je še vedno zelo veliko ljudi, ki zaradi recimo morda podobne izkušnje ali pa milejše oblike v kasnejši dobi, torej v zrelih letih, v odrasli dobi, ne premorejo še morda tega razmišljanja o tej ljubezni in gre zelo hitro potem ta obramba na napad. A ne, se pravi, iz kje izhajam zdaj, ko sem se peljala do sem, ni gneče bilo danes na cesti, a ne, pa vseeno sem srečala vsaj 2 zelo nervozna voznika, pa hupati, pa mahati, pa tako naprej. Ne meni, nič nisem naredila, sicer res narobe, ampak kaj hočem povedati, da še vedno veliko ljudi ima to neko izražanje, a ne, na tak način, ker kot si rekla, a ne bi bilo boljše, da čipo dol pa reči lep dan? Ne, ker ne znajo. Veš, jaz tudi recimo, jaz sem bila pri dr. Joe Dispenzi 2-krat že, ne, in meditiram po njem, poslušam predavanja, tudi hipnoza mi je zelo blizu, sem se tudi zdaj v bistvu prijavila. Zato, ker generalno gledano me ful zanima ker mi smo res neverjetna bitja, česa vsega smo zmožni. In ker sem res tudi sama imela možnost že v osnovni šoli poizkusiti in pa srednji,
določene tehnike in določen način razmišljanja, komunikacija z ljudmi. In ker je to res obrodilo sadove, sem bila presenečena in takrat sem potem res zaplezala v te stvari, so me začele zanimati. Ne. Wow, koliko je dejansko dosti več, kar si mi mislimo, da je. Ne. In podzavest. In recimo pri Dr. Joe sem se res to naučila, da recimo on reče, če te lahko misli naredijo bolanega ali te lahko misli ozdravijo. Ne? Kakšna resnica. Zakaj se odločamo vedno znova za negativno? Ne? Zakaj? Zato, ker negativno ima vseeno v bistvu večji čustveni naboj ima. Ne? In v telesu se vedno neka kemija sproži, ko se neka čustva sprožijo. Ne? In zanimivo, da pri negativnih stvareh je dost večji čustveni naboj kot pri pozitivnih, čeprav verjamem, če bi gledal po frekvencah, da sta si blizu. Ne? Ampak recimo, dajmo se pa spomniti, kako je, ko smo zaljubljeni. A ne? Ali pa, ko smo v trenutku sreče. A ne, včasih se mi zdi, da recimo, ko smo v tej negativni energiji, imaš lahko sam pri sebi občutek, da jo res močneje čutiš in jo kar mečkan bolj lahko si prisvojiš, medtem ko trenutek sreče lahko zaznaš kot, lepo mi je. Ne, pa tudi, veš kaj, zdi se mi, da je dost velike v navadah. Ne? Recimo, če gledamo naše stare starše, pustimo, ne? Oni so res imeli preteklost težjo, oni so bildali samo oziroma pozdigovali in govorili samo o negativnih stvarih, kakor se jaz spomnim. Ne? Recimo, res redko si slišal nekaj lepega ali pa dobrega, ali pa ti nekaj dobro, da si naredil, ali pa nekaj si bil uspešen. Super, ampak. Ne? In to hočem povedati, da v bistvu to je stvar, ki nam gre v podzavest otrokom. Ne? Da v bistvu ves čas iščeš, kaj pa ni. Ne? Danes smo se ravno kar na radiju, na intervjuju pogovarjala z novinarjem, je ravno govoril o športnikih. Ne? Zakaj jih ne podpiramo takrat tudi, ko jim ne gre? Ne? Pa, ko jim gre, je spet ne, super skok, ampak Telemark bi pa... Ne? Ali pa mi smo zmagali. Mi smo zmagali. Kdo mi, ne? Kdo mi? Ja, lepo, mislim, na nek način meni je všeč ta narodna zavednost, ker pač to nas združuje, to je naša energija države. Ne? Meni je to krasno in jaz upam, da bo ta še zrastla. Ampak po drugi strani pa se treba spomniti, da tukaj na drugi strani je posameznik, ki zastopa državo. A se mi vprašamo, kakšno breme nosi, a se mi vprašamo, kako je njemu, koliko mora biti on fokusiran in kakšne umske priprave pravzaprav mora imeti ta človek. In pa kako razočaran je, če mu slučajno ne uspe. In glasba ni nič drugače. Ravno to sem hotela reči, lahko zelo močno se da primerjati. Tukaj na nek način, odkar so cifre, odkar se še več je tega, odkar so socialno mrežja. Ne? Pa so lestvice, pa je uno, pa je tretje, kdo najbolj gleda. Zanimivo, začeli smo pogovor številko o pesmi tvoja. Ne? Ja. Ne? In vse se meri skozi številke. Ne? Dejansko enkrat sem prebrala, pa me je prizadelo, ko sem videla na tleh, sem stopila na tla, pa je pisalo, smo samo številka in me je kar štihnalo vse, kaj ne, to pa nekaj najbolj groznega, kar lahko napiše nekdo. Ne. Ampak zares, a ja pa smo kaj druga v zdajšnjem svetu, a ni grozen. Zato včasih rečem, ljudje, bodite malo bolj obzirni, dajte malo poštudirati nase. Kako je bilo tebi, da si ti trenutno, ne vem, na vrhu skakalnice, na vrhu smučišča, odpelješ, res daš vse od sebe, celo leto celo življenje se pripravljaš na ta trenutek. In ker ne odvoziš tako, kot po pričakovanju ljudi, te bojo grajali. In ko te bojo srečali, te bojo grajali. Mislim, s kakšno pravico, ne, če tako razmišljaš? Ja, v bistvu so socialna omrežja ravno to tudi dosegla, da smo vsi vsem lahko zelo hitro dostopni in vsak si lahko v bistvu vzame pravico, tako kot si rekla, do komentarjev, takšnih ali drugačnih. Ne? Zato pa se tu na nek način vedno so dobre in slabe strani. A ne? Jaz tudi, ker se veliko pogovarjamo o socialnih omrežjih že zaradi
otrok v glasbeni šoli, to so otroci telefonov, kako jih iz telefonov dati, kako jih narediti malo bolj empatične, kako jim pomagati, da bodo bolj komunicirali med sabo, ker so za mizo in so vsak na svojem telefonu in si SMS-e pošiljajo. Mislim, to več ni normalno. Ne? Pa sem moderna, jaz sem zelo moderna, ampak ene stvari pa imajo meje. No? Ker dejansko bodo pač empatije tu ne bo nobene. Ne bo imel nobenega občutka več za sočloveka, za situacije, za karkoli, ne vem. Skratka, zdi se mi, no, da je dobra plat socialnih omrežij definitivno so informacije, a ne? Ampak v poplavah informacij imaš ti vso možnost, da zbereš, kaj boš absorbiral. Če znaš. Če znaš. Je pa res, da je to zelo, mislim, to je ena taka res odvisnost, ne? Telefon. Vem, da sicer nimaš svojih otrok, si pa zelo prepletena tudi v vzgojo teh otrok, ki jih imaš v glasbeni šoli, ker veliko časa z njimi preživljaš in tako, kot si rekla, imaš to tudi sama, čutiš to odgovornost do njih. Ful. Glede na to, kar vidiš, kar poslušaš, a se ti zdi, da je v šolah premalo poudarka? A bi mogel, recimo tako, zdi se mi, da boš zdaj rekla, ja, da bi mogel obstajati en predmet že v osnovni šoli, ki bi bolj temeljil in bi se tam dejansko pogovarjali samo mogoče, ja. Ampak, a veš, da bi morda tudi, ali se ti zdi, da ne, da ne bi to pasalo tja? Jaz mislim, da ja. Pa tudi vidim, da zelo veliko učiteljev, pa tudi ravnateljev, se konec koncev imam ful veliko stika z njimi, se ukvarjajo s tem, razmišljajo, kako te stvari popraviti, kako skomunicirati. Po drugi strani imamo pa šole, kjer učitelj reče, recimo vidi nasilje, pa se obrne pa gre stran. Zato, ker ne bom se mešal, na drugi strani se vemo, ne, imamo pa tudi zdaj starše, ki so res postali dosti bolj intenzivni, kar se tiče svojih otrok. Jaz po svoje razumem, ne, sej imaš vedno dve plati, ne. Hočeš otroka zaščititi, po drugi strani pa vseeno, učitelj mora imeti neko avtoriteto in on je tisti, ki odreja, kakšno oceno bo imel otrok. Ne? Seveda, če gre za fair odnos, pustimo, če ne gre. Tukaj je zdaj zelo taka tanka meja. Ne? Mislim, časi so se neverjetno spremenili. Ne? Jaz slišim zgodbe iz strani učiteljev, kako včasih starši izsiljujejo, pa slišim zgodbe obratno. In to je odvisno od čisto dotičnega primera. Ne? Kaj pa strani samega učenja, recimo v glasbeni šoli, opažaš, da se recimo, ker to, da učiš v glasbeni šoli, je že nekaj, kar dolgo časa počneš, opaziš kakšne razlike v smislu tej pozornosti otrok? Ker mislim si, da vseeno tisti otroci, ki pridejo k tebi, pridejo iz željo po tem, da bi dobro peli, znali peti in tako. Jaz vidim, ko se tudi pogovarjam z mojimi učiteljicami, ful imajo težavo z motnjo pozornosti. Tudi jaz to opažam, ne vem, mi se takoj, ko to opazim, takoj preobrnem na pogovor, ne, in poskušamo rešiti trenutno situacijo in pa je v redu in gremo dalje. Ampak vidim, recimo, tak butast primer dala, ne, je treba eno pesem, ko jo vadiš, pripravljaš od 3x, 4x, 5x, 6x, ne vem, pa ne spet, ne. Jaz se nisem upala reči moji učiteljci na solo petju, pa ne spet. Jaz sem 45 minut ali pa če sem časih imela 2 uri skupaj, jaz sem vadila eno te isto pesem skozi. Zdaj je otrokom že to problem. Recimo, zdaj spet en primer dala, ne. Jaz vsako leto z občino Celje delam velik koncert v Celjskem domu, kjer v bistvu to je zaključna produkcija glasbene šole. In ker smo res dobro naredili ABBA Mia Forever, to je bil koncert na temo Mame Mije, zelo lepo izpeljan, tudi s plesno šolo Sebastian smo sodelovali in smo mislili, da bomo ta projekt nekako zafurali še na ostale kulturne domove. A glej ga zlomka, da se je polovica otrok našla, pa spet bomo peli te pesmi. Sreka, si vi predstavljate, kako bi bilo, da bi jaz moje hite, ko jih pojem že vsa ta leta, rekla, pa ne spet to pesem. Sreka, to tako je. In to je problem zdaj pri teh otrocih, da mora biti vedno nekaj novega. Recimo, izdaš novo pesem, a kdaj bo pa nova?
Pa glih, kar je nova, ne? To se mi zdi, da se je preneslo na vse. Imamo več te strpnosti, pa malo počakati, oziroma biti vztrajen. Ne? Pa biti v momentu. In je skozi samo še, jutr, pa cilji, pa ne vem, pa preteklost. Ok, nimajo pa s preteklostjo, ampak zdaj, v zdajšnjem trenutku živeti. Mečkam se bom samo še na partnerja navezala v smislu glede te tvoje, jaz si po mojem lahko rečem kar življenjske filozofije, v smislu vsega tega, o katerem si zdaj govorila. Se tukaj dopolnjujeta ali si tukaj ti tista, ki si mogoče bolj... Aha. Jaz mislim, da niti ne bi mogla imeti partnerja, ki ne bi bil podobno misleč, oziroma, mislim, seveda so neki razkoraki, drugačnosti in vse, ampak da bi bil nekdo čist kontra, mislim, da bi težko, no, ker to so pa le neki globoki zapisi v meni, v kaj verjamem, kakšen človek sem, kako komuniciram, kaj imam rada. Mislim, da ne bi šlo skupaj. A skupaj meditirata? Ne. To pa sama. Ne, to pa ne. To pa ne. To pa ne. Ga ne zanimajo te stvari? Ja, ampak je tako busy. Ampak je to definitivno ena od stvari, v kateri tudi razmišlja. Jaz mislim, da pravzaprav večina sodobnih ljudi, ki želi doseči nek mir, pa nek premik pri sebi. Ja, sploh pa ima lahko meditacija različne oblike. Ne? Lahko je tista res prava meditacija, lahko ima pa on mogoče kakšno drugo svojo meditacijo, ki mu lahko ta nek notranji mir da. Ne? Dalmacija in hiška v Dalmaciji, tja gresta tudi zelo rada. V eno obdobje sta bila zelo v bistvu razpeta med Dalmacijo in Slovenijo. Zdaj tudi, ali zdaj bolj te dopustniške, zdaj manj, ne? Bolj takrat verjetno, ko se je vse skupaj tudi gradilo in tako. Oziroma prenavljalo. Ne, zdaj v bistvu že nekaj časa gotovo. Bolje je to, da smo v bistvu pa tukaj v Sloveniji mogla zaključiti, pa se seliti. Pa hkrati se zdaj v bistvu v Dalmaciji se oddaja veliko aura in nekako sem pač se odločila, da je čas za nove stvari, kar je bilo zame kar težko, ker je to le moj drugi dom. Ampak to je spet tisto, ki se učim malo spustiti. Ja, ampak sem rekla, mogoče je čas za neke nove zgodbe, nove stvari, kar pa ne pomeni, da ne bom dol. Seveda, da bom, ker pač zakaj ne? Prej si omenila pri starših, da so nekateri lahko morda preveč zaščitniški v smislu, da jih želijo zaščititi in tako, da jim reč zavijati ovatko. Vem, da je tvoja mama, vem, da ste kot družina zelo povezani, oče, mama, ti. Vem, da imate zelo lep, spoštljiv odnos in zdaj moram poudariti eno izjavo, ki jo je tvoja mama, ne vem, če se spomniš enkrat, ko sva delali presenečenje za tebe, sem takrat tvojo mamo posnela in takrat je ona rekla, upam, da bom zadela bistvo, pri Ali, za Alijo sem kot jogi, da ko pade, da pade na mehko. In ta stavek je meni res pustil tako eno močno sporočilo in vem, da sem podoben stavek potem tudi jaz svoji mami nekoč izrekla. In to se mi zdi, da je največ, kar ti starš res lahko da. Prej sem se to oči dobila že, ker sem vedela, da boš navezala na presenečenje, ker vidva ste mi kdaj naredili kako presenečenje, ne? Mogoče kdaj. In vsakič smo jo kal, tako da vidiš, robčke bi mogla pripraviti, ja. Jaz sem neizmerno res hvaležna mamici za, mislim, tudi očiju, ampak se veš, smo z mamo, ne, punčka pa mama sta zelo vedno povezani. Ali pa tudi ne vem, midva smo zelo in ona je bila celo življenje jogi, če se tako izrazi, tako je ona rekla, ker niso bili samo lepi trenutki, niso samo cvetele rožice in jaz sem res dosti prejokala, res. In to, da imaš ti oporo, da te nekdo razume, da ti pove, da je vse v redu, tudi če ti kaj ne gre, tudi če te ljudje mogoče v določenem obdobju narobe vidijo ali pa te zbadajo, recimo v šoli in to. To je toliko pomembno. Zato pa je
kar sem prej govorila o komunikaciji. Komunikacija je strašno pomembna in pa važno je, kako stvari zapakiraš. Ne? Važno je, da znaš dati obliž na rano. Ne? In kdo zna najbolje, če ne mama. Ne? Verjetno je pomembno vlogo odigrala tudi takrat, ko si imela ti zdravstvene težave. Si mislim, da takrat si potrebovala verjetno še toliko več te neke... Dobesedno, ja. Ja, ne samo pač te psihične podpore, ampak dejansko tudi pomoč. Ja. Ne? Ja, jaz moram reči, da tukaj je pravzaprav cela družina mi stala ob strani, tudi če brez partnerja. Jaz ne vem, kako bi sploh preživela takrat, ker enostavno ne vem, je bilo treba nositi recimo, pa čez ne, kako ne moreš, če ne moreš niti do WC-ja priti normalno. Ne. Tako da tukaj res, mislim, pravijo, da družino ljudi kakorkoli spoznaš, ko ti je najtežje. Ne. In tukaj recimo je sigurno so odigrali vlogo takšno, kot so jo mogli, no, tako kot je tudi prava, ne. Družina bi naj skupaj držala. In to je bilo tudi eno obdobje, ko je bilo eno najtežjih zame, hkrati pa eno najlepših, ker sem se notranje toliko sem se našla, toliko sem delala na sebi, ne vede. Je bila to ena prelomnica? Fulja. Velika prelomnica v mojem življenju. Mislim, da kar največja. Verjetno tudi zato, ker si se mogla sama sabo mečkan, ali pa ne mečkan, konkretno pogovoriti, kako naprej. Ne? Ja. Veš, jaz sem bila vedno narejena tako, da sem vedno želela ustrešiti ljudem, nikoli nisem rekla ne pred tem. Vedno sem bila hitra, da ja, ne, recimo to mi tudi ostaja. Moj oče je vedno bil, ne vem, zdaj bom čist blesala staro mes rekla. A veš, karkoli je delo, jaz sem bila na pol fant, pa če nisem, on je po mojem mes pozabil, da ima punčko, veš. Najprej pošraufen cigar, ja, to, tis boma nesla, ono tretje, in če ni bilo takoj, včeraj bi že moglo biti, ne? Je bilo ono, kamencaš, mislim, tak priganjal me je, nič slabo. Akcija. Akcija, gremo, ne, pa športnik, veš, že nima potrpljenja človek, ne. In jaz sem se navadila, da mora biti vse uno takoj, recimo, še zdaj se teh reakcij poskušam malo losati, a veš, da v bistvu ti mi boš rekla, ne vem, daj mi to, a veš, tudi ostanem se tak zjutri, a veš, ono, kaj zdaj, kaj treba narediti, a veš, in zame v bistvu to obdobje je bilo trganje nekih starih vzorcev, ker enostavno ni šlo več, a veš. Jaz sem pa taka, navajena sem biti pridna, delovna in ko sem se ostala najedla, gas, urnik, do večera, še zvečer, kar je treba spati. Vsak dan isto, ne. In to ni life. Kljub temu, da rad počneš to. A bi lahko rekla, da si imela v tistem obdobju mogoče tudi takšne ljudi okrog sebe, govorim zdaj ne o družini, govorim seveda o nekih, ne vem, znancih, prijateljih, ki so morda ta del tebe spodbujali. Ja. Je zelo pomembno, ne? Pa še to, veš, recimo, spet se bom navezala na babi, ne? Spet se bom navezala na babi. Moja babi je vedno znala reči, ja, pridna, lepo, čeprav mene zdaj to ono, ti imam pridna. Jaz bom sama sebi že rekla, če bom, ne? Ampak kljub temu, da sem tekla klubovala, se me prim ta hudič. Ta pridna, ne? Zato pa pravijo, da otrokom ne govorimo. Ne, ja. In pol sem jaz uno, zdaj moram pa biti pridna, ali kaj, ne vem, pač podzavest. In pol sem kar to narejen. In pol sem cel dan sam hlastala po tem, da sem kljubce delala, ne. Čak mal, please, ne vem, ko sem na kosilu, vržem se dol, v miru jem, ne da študiram, kaj zdaj, kjero kljubco moram zdaj obklukati, ne. In isto potem doma s hišnimi pravili, a veš, ni to tako enostavna reč, moraš kar delati na sebi. No, se pravim, veliko mi je že uspelo, sem ponosna, veliko stvari pa še vidim, da je za narediti, je pa res, da tako kot sem rekla, je bila pa ta prelomnica, ko sem resno zbolela, bila zelo velika prelomnica in me je spremenila. Pa še potem sem šla Dr. Joe Dispenzi, potem, ko sem se malo pobrala, potem sem šla in se mi zdi, da je bil to za mene full switch. Tako da, dragi poslušalci, gledalci, če razmišljate o Dr. Joe Dispenzi, pejte, to ti spremeni življenje, res, to je pa nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo.
Kaj je tisto, kar bi rekla, da si tako na prvo žogo, ko pomisliš, potegnila ven od tega obiska? Občutek lastne vrednosti se je spremenil. Ne? Se veš, večinoma nekako delamo na tem, da nam vrednost dajo stvari, ki jih počnemo. Ne? S tem si mi nekako vrednost dvigujemo. Ne? Tako smo naučeni, ker smo pač živimo v fizičnem svetu večinoma, ne? Materialnem svetu in se pravi, koliko si ustvariš, toliko si vreden, kako, ne vem, delaš neke stvari, toliko si vreden. Ja, kaj pa kdo si? A ni to najbolj vredno? A bi lahko rekla, da si pred tem ali pa pred zdravstvenimi težavami tudi ti malo pozabila na te stvari? Definitivno sem. Kljub temu, da me res to od najstniških nog, od otroštva, no, spremlja in veseli, zanima, mene življenje zanima. Se mi zdi, da vseeno, veš, zaciklaš se veš. Že sama veš, recimo imaš nek delovni čas, delaš neke stvari kontinuirano, telo je avtopilot. Zato sem te vprašala, če imaš občutek, da so takrat tudi ljudje, ki so bili okoli tebe, morda spodbujali ravno ta ritem, ne? Pa ne samo ljudje, generalno, ja, mogoče ti si misla tesna družba, ampak poglej, jaz sem v takšnem poslu, da že okolje spodbuja vse to. Od nas spodbuja, da smo ženske urejene, lepe, zgledne, da delamo, da smo hardworking ženske, da smo neodvisne. Ta emancipacija je prinesla spet neki čist v drugo sfero šlo vse skupaj. Ne? Ženske smo preveč zahtevale od sebe. A pogrešaš kaj ženske energije pri sebi? Ne, zdaj ne. Prej pa? Zdaj ne, prej pa fulja. Ker moji so že doma rekli, ti si buldožer, ti si buldožer, pa da se umir, ne moreš toliko, ne moreš tak urnik držati, delati prekomerno, ustvarjati na 4 različnih področjih maksimalno, skurla se boš in ja. In takrat sem jaz doživela ta burnout, pa še ful zbolela, vse se mi je na glavo postavilo. No. Pa sem doživela takrat drugi burnout, a ne? Zanimivo, da me prvi ni izučil. Ravno to sem te hotela vprašati, da ni bil prvi, ne? Ne. Pa že prvi je bil zelo, zelo poučen. Moram reči, da, veš, to je to, ne? Če imamo velike energije, če smo tako intenzivni, očitno rabimo, da nas nekaj fajn kresne po glavi. Ampak kako si zaznala? Kaj? Pač enostavno te je položilo, tako kot večina opisuje, ali ne? Ne, to se večina. Mislim, da ima vsak malo drugačne simptome. Ena skupna točka pa je, da ostaneš brez energije, brez volje, ne moreš ostati iz posle. Pri meni se je poznalo na dihanju. Pač jaz, ko sem zbolela, sem zaščitnico tako močno zbolela, da sem v bistvu bila že res... Jaz sem bila res hud primer, dejansko sem se na vejici držala. No. Ker je bila avtoimuna bolezen, mi je telo pojedlo organa. Ne. Skratka, kje sem ostala? Vsak ima različne oblike izgorelosti. Pri meni se je začel, ne vem, 105 zjutraj utripa v postelji, to veš, da izgorevaš čist. Potem ledvica seveda, takrat se prvo ledvičke grejo, pa gre to na ščitanco. Skratka, čist popoln burnout. Ja, nisem mogla razmišljati. Jaz se nisem mogla besedil spomniti. Ja. Jaz nisem mogla, tresla sem se čist, nisem, po 104 sem šla po stopnicah, pa komi, potila sem se, pač veš tisto napor za telo, vsaka stvar. To je šlo v take sfere, da tako da, če imate te znake, poslušajte se, pa je treba narediti konec. Pa mogoče že fino prej kakšne znake in signale videti. Meni recimo se je prvi signal pojavil, med tuširanjem sem dobila tako vrtoglavico, da sem padla in pač je suno, daj nehi. Jaz sem vedno bila pa kaj se smiriš sama sebi, daj, ajde, gremo. Pač Bom že. Ja, jaz bom že. Imam še včasih te momente, mi mami reče, jaz mislim, da nimam, ampak mami reče, daj, malo bolj nežno s sabo, no, daj, nisi vojak, ne, umir se, nisi vojak. A pa bi lahko rekla, da sta te malo umirila tudi tvoja kosmatinica, nova, nista zdaj več toliko nova, ampak...
Ja, čeprav sta intenzivna. No. Sploh psička moja je imela kar zdravstvenih težav, zdaj v bistvu so to šele drobtinice, ampak ful rešujemo z bioresonanco, res ful pomaga. Ker govorim intenzivna, da je imela take težave, da smo tudi mogli na 3 ure na WC, in pa treba bilo 3 zjutraj vstajati in jih peljati v gost na WC. In nisem spala, jaz nisem let pa pol spala. Kot da bi imela majhnega dojenčka. Res. In sem hodila zmatrana po svetu. To me je fejst iztrošilo. No. Da zdaj lahko primerjam s kakšno mamico. Se vem, rekla, da ne, ampak... Glih to ti hočem reči, da tako nekako pol zgleda, ko si z novorojenčkom doma in se po noči zbujaš, ne? Verjetno res. Še bolj intenzivno, ampak že tole je bilo, no, ker se pravim, pa 10 zdravil vsak dan dajati, paziti na prehrano, njima, ne. Oziroma, tako je, če en bolan, morata oba, ne, jesti isto in je pač tukaj pol, jaz ne morem zdaj, nimam toliko časa spet, da bi zadvojno. A pa bi pri svoji karieri, pa bom rekla pri vseh aktivnostih, se pravi od glasbene kariere do glasbene šole, bi lahko rekla, zdaj bom pa ustavila in bom dejansko na porodniški in se bom posvetila družini in zdaj pa bom dala, ker v tvojem primeru bi se to res verjetno ti življenje zasukalo in postavilo v popolnoma drugačne tirnice. Mislim, lahko bi, zakaj pa ne? Vse konc koncev šola laufa brez problema, ne? Tudi brez mene, čeprav vem, da moji otročki, mi smo ful navezani, no? Te, ki imam jaz, bi se ful pogrešali, no? Ampak ostali učitelji pa lahko normalno učijo, ne? Kar se tiče pa kariere, sej konc koncev, če pogledamo zdaj punce do zadnjega, so lahko na odrih, ne, potem si pa vzamejo par mesecev. In so, ne vem, ali pa pol leta, da so doma, a ne, se kaj pa je pol leta, se če bi si pa pauzo vzel človek, pa tudi ne. Ja. Se zdaj vedno bolj o teh stvarih razmišljam. Jaz veš, sem takšna, da res rabim začutiti stvari. Ne? Se eni bo rekli, pa doj žensko, kako razmišljaš, zdaj moraš, ne? Zdaj bi pa želo začutila. Ja. Ampak, a veš, jaz sem res toliko iskrena sama do sebe, do drugih, da jaz sem vedno rekla, če nimaš časa za otroka, če ne boš kompromisov tukaj delal, potem ga raj ne imeti. Mislim, ne me narobe razumeti, jaz obožujem otroka, jaz jih imam vsak dan, vsi so moji. Ampak vem pa, da je malo drugače, če imaš ti svojega in je to res full-time job, ki se ga res neizmerno veselim, ampak moraš biti pripravljen na to. Verjetno sem mogla dati vse čez, nekako vso svojo kreativo izpraznati, mislim izpraznati se itak, ne izpraznati, ampak dati ven. Dati v svet, lahko, ne? Ja. Rekla si, da se tega obdobja veseliš. Ja, sem zavela, da boš zagrabila. Toliko me pa že poznaš. Bova sam tako ostale pri tem, da se ga veseliš. Mislim, veselim se, ja. Razmišljam o teh stvarih, no. Ne bom lagala, zato ker je čas za to, da razmišljam. In ker si se dovolj pogovorila sama s sabo, in tukaj bova na tej točki tudi končali, ne bom vrtala naprej, ker, kot sem prej rekla, vem, da si zelo cenila tudi dolga leta to, no, da nihče ni prav zelo vrtel, ampak se mi zdi res zanimivo, ker včasih dobimo občutek, kot da pa javnost pa ravno te stvari zanimajo. Ampak seveda, ljudi zanima osebno življenje. Pri tebi se mi pa vseeno zdi, da mislim, seveda, da jih je tudi to zanimalo, ampak da pa ni bilo to toliko zelo na tapeti. Morda tudi zato ne res, ker nisi nikoli niti pretirano skrivala, niti poudarjala, ne, da je ena taka zdrava meja. Jaz sem res vedno, če tako pogledam, se je treba normalno vzeti v zakup, da če si javna oseba, pa delaš neko stvar, ki je javna, ljudi vseeno zanima tvoja privat življenja. Ampak jaz sem vseeno to zapakirala skozi glasbo. Pač pri meni je bilo res, kar se tiče kariere glasbe, ful barvito vsa leta in še vedno je. In sem zapakirala verjetno družino skozi mami, ki je tudi tekste pisala in vse, ampak to je bilo pa tudi to in je bilo očitno vseeno dovolj, da niso mediji kopali. Kdo je napisal besedilo za tvojo? Urša Vlašič. Ja. A si se mogla zelo z njo pogovoriti v smislu, veš, zanimivo mi je, da nekdo drug seveda piše tvojo zgodbo, ampak... Napiše pa čist isto. Jaz, ko sem prebrala besedilo, sem rekla, Urša, ti si neverjetna, res, mislim,
kraljica besedil, vseeno, vemo, vsi že vsa leta. Ampak me je sezula. Ona je sicer napisala najprej eno drugo besedilo, ampak zdaj, Jurša, ne najdem se v tem tekstu, nisem, jaz sem srečna, jaz ne morem to. Aha, je bilo bolj... Ja, malo v drugo smer, zdaj, ne, jaz to pa to. In je naredila ženska in sem bila tako, wow. In točno to je realno povedano, ne. Nemirne trenutke, sladke občutke, vse to ti ljubezen da, ne. Ampak pridejo pa tudi nevihte. Tudi nevihte, ja. Ampak ti si ob meni, ne, so prsti spleteni in še se čutiva. A ni nekaj najlepšega, da veš, da imaš ob sebi res osebo, ki je s tabo v nevihti, v soncu in te spoštuje. Jaz mislim, da je ena od najpomembnejših stvari v življenju, meni osebno, poleg ljubezni, družine, ampak spoštovanje. Recimo, meni se stopi srce, ko vidim, da ali vidim dva, ki se spoštujeta, ali da je nekdo spoštljiv do mene, ali pa recimo, da jaz začutim, da sem nekomu dala kompliment, jaz sem ful srečna. A ne bi ljudje malo bolj mogli izvirati iz tega, kakšne občutke ti da, ne vem, ko nekaj izrečeš, kakšni so občutki, ne? A pa si naredila pol tako kakšen... poseben dogodek iz tega besedila, v smislu, da si prišla z besedilom domov, pa si rekla, da vse se nekaj ti moram prebrati, ali kako je prišel on do besedila? Poslala sem mu, ker nisem bila doma. In jaz sem bil, wow, lepo. Ja, mami je bila takoj, ko sem je prebrala, je rekla, wow, kako lepo besedilo. Ne res, in potem še z melodijo, Maj Vlašič je pa napisal melodijo. Je pa vse skupaj, mislim, jaz sem se zjokala, ko sem poslušala, ko smo pa spot pogledala video. Ste pa vsi jokali, ne? Smo pa vsi jokali in mami in jaz in oči je bil kar tak, mislim, iglih jokal, ampak tak je bil cel, kar nisem mogel nagledati. Ganjen. Kako lepo, res. O 25. obletnici se obeta posebna turneja, veliko te bomo lahko spremljali spet na odrih, ja, kot da je bila neka huda pauza, sem zdaj rekla spet, ja. Ja, mi smo zdaj, v bistvu 2 leti smo imeli res divje. Res koncertov ogromno, fajn se imamo, zato pa to delamo. Ampak sem pa res v lanskem letu naredila medijsko mečken odmika, zato ker sem vedela, da letos praznujem, pa sem rekla, bo letos tega več, ne? Ja. Zdaj 9. marca smo imeli en lep koncert ob dnevu žena z gosti, potem pa nadaljujemo naprej na pomlad, poletje s koncerti in pa seveda jesen bomo zabeležili tudi malo drugače, tako da več pa ne povem. No, ravno to sem prebrala na spletu, da se ob koncu leta, oziroma zdaj sem zvedla jeseni, pripravlja nekaj drugačnega, nekaj, kar ne bo samo koncert ali pa turneja. In sem pač upala na to, da kakšno podrobnost tega zvem lahko danes. Mislim, da boš rekla, da si upala, da bo spet kak avion. Ja, tisti avion je res bil, ja. Ne vem, kaj bi zdaj lahko presegla, din še kakšno, ne vem, vesolsko. To je problem, ne, ko narediš Tisti je pa res bil dogodek, se mi zdi, ne, koncert na letalu. Mislim, da nas je samo 4 ali 5, ki smo naredili koncert na potniškem letalu. Pokojni Massimo Savić je bil s tabo, ne? To je res bil, ja, dogodek. On je bil pa res iskrena dušica, človek, res srcem in mi je bilo zelo težko, no, ko se je poslovil. Glasbeni velikan mu lahko tudi rečeva, ne? Ja. Zdaj, letalo bo, verjetno ne bo spet isto. Kaj malo namige? A pol, ko bomo ugasnili, jo škoda. Ne bom še, ker se še dogovarjamo. Ja, tako. Okay, bo pa fajn stvar, bo pa fajn stvar. Fajn stvar. Se boš prišla, ne? Ja, ne vem, ker ne vem kam, ampak ja, boš zvedla vrača. Ja. Alja, hvala, ker si prišla. Hvala, enako. Zelo me je veselilo. Želim ti še 4x po 20 srečnih. Pusto božje ušesa. Tako, glasbena kariera in kariera v glasbeni šoli pa do takrat, ko boš sama čutila, da je prav. Hvala lepa. Srečno in hvala.